Kaj te je navdihnilo, da si v življenju napisal Odo Prcu? Odo Prcu. Ta pesem je precej neposredna, tako da ni treba kaj dosti razmišljati. Dva gresta v kino, a en pred tem se odloči za napačno potezo in to je, ne vem, 2 piksni fižola. Jaz ga podpiram po odločitvi, ki fižol ima veliko celuloze, je zdrav za prebavo, ampak zdrava prebava posledično pomeni, botruje tudi jih, ne vem, različnim C-dur, D-dur zvokom, ki prihajajo iz spodnje luknje. Ne nujno v tem vrstnem redu, no, skratka, tako da to je to. Evo ti v namrščenosti. To je fižol v bistvu napihnil, ne navdihnil, ne v... Mislim, fižol te namršči. Na koncu je en krasen versijo tej pesmi, ki je popolnoma neznana in flop, kar mi je kul. Ker če bi bila Oda pesem, Oda Prcu hit, bi bilo nekaj narobe z našo družbo. Ne? Mislim, resno. Za čuda se ni prav veliko vrtel po radijskih postajah. Nisem prijel. Je pa en vers noter, ki mi je ljub. Glasno je prdec presekal tišino, če bi šlo za nagrade, bi lahko šel v vitrino. Slačilnica. Večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi rahlo neurotičnega večerovega podcasta Slačilnica. Moje ime je Denis Bende Živčec in vam je vas, da nas posledite na vseh možnih platformah, na YouTubeu, na Apple Podcast, na Spotifyju, na večer.com, povsod smo. In danes sem rahlo vznemirjen. Zato, ker sem se jaz mojega današnjega gosta malce bal. Zato, ker se mi je zmeraj zdel malo namrščen, ampak nisem ga zelo dobro poznal. In zdaj, ko kopljem po njegovem vesolju, me v bistvu vsako minuto bolj fascinira. Fascinira me ta njegova krhkomočnost, ta njegova svetlo-temnost, ta njegov mindset, ki je nekje med zvezdo in puščavnikom. Vem, da zdaj zveni totalno konfuzno, ampak počasi boste razumeli. Malo bomo prepeljali tudi gosta, samo da jaz oddelam intervju, pa bomo njega poklicali. Tega, ki si ga ne povedal. Podcast. Hvala. Rok Lunaček, zelo sem te vesel. Govoril sem, si pozabil na koncu reči. Ja, Hauk. Oprosti za dolg uvod, ampak... Ne, krasno, sem vesel. Jaz sem bolj redko beseden, pa je vse uvod bil daljši. So se vsi zaražali za kamero. Ampak nisi tako namrščen, kako si se mi vedno zdel na televiziji. A veš, si prvi, ki si mi se pusti moje sorodnike, družino, pa ljudi, ki bolj tesno z mano delajo. Ki zares vedo, kakšen namrščen človek sem. Ne, pa zares, zakaj pa namrščen? Ne vem, tak zelo resen tip si se. Ne, pa vse sem tudi, občasno sem, da sem tudi resen. Ne veš, ko ne znaš oceni, ampak potem v tem mojem researchu, v tem mojem raziskovanju tvojega življenja in ustvarjanja, v zadnjih dneh, sem ugotovil, da si napisal v bistvu kup imenitnih reči. Nenamrščenih pesmi. Nenamrščenih, oprosti, zdaj po mojem prvi, ki je kadarkoli začel pogovor s tem, kaj te je navdihnilo, da si v življenju napisal Odo Prcu? Odo Prcu. Ta pesem je precej neposredna, tako da ni treba kaj dosti razmišljati. Dva gresta v kino, a en pred tem se odloči za napačno potezo in to je, ne vem, 2 piksni fižola. Jaz ga podpiram po odločitvi, ki fižol ima veliko celuloze, je zdrav za prebavo, ampak zdrava prebava posledično pomeni, botruje tudi jih, ne vem, različnim C-dur, D-dur zvokom, ki prihajajo iz spodnje luknje. Ne nujno v tem vrstnem redu, no, skratka, tako da to je to. Evo ti v namrščenosti. To je fižol v bistvu napihnil, ne navdihnil, ne v... Mislim, fižol te namršči. Na koncu je en krasen versijo tej pesmi, ki je popolnoma neznana in flop, kar mi je kul. Ker če bi bila Oda pesem, Oda Prcu hit, bi bilo nekaj narobe z našo družbo. Mislim, resno. Za čuda se ni prav veliko vrtel po radijskih postajah. Nisem prijel. Je pa en vers noter, ki mi je ljub. Glasno je prdec presekal tišino, če bi šlo za nagrade, bi lahko šel v vitrino. To so pesniki, ne? Zdaj pa, da greva zdaj malo stran od prdenja. Frontman skupine Flirt, že skoraj 30 let, pravzaprav, z nekaj pauze. Kantavtor, avtor besedil pravzaprav vseh uspešnic slovenskih glasbenih v zadnjih, po mojem, 10 letih, ki kaj veljajo skoraj da. Sem se umaknil iz tega precej, veš. Tako da v zadnjem času sem popolnoma srečen, če me napovejo kot avtorja, ne vem, pevca, nekoga, ki je pač v bendu Flirt. To mi ful ustreza. Sem rabil kar dovolj časa s pomočjo mojega pokojnega očeta, da sem se vrnil v svoj dom. Prej sem pa domoval tako malo naokrog in je čisto lepo biti po hotelih glasbenih, ampak še vedno priješ na konc domov. Flirt je pa moj glasbeni dom in prva ljubezen moja življenja. A niso Flirt en tak misterij? Zdaj čakaj, da še kot namrščen bend. Ne, tudi malo namrščen, ampak zdaj imaš malo manj strogo frizuro. Včasih ste imeli to na gobicu. Zdaj imam prijazno kapo. Prijazno kapo. Ne, en tak misterij, ne. Jaz sem otrok, ki je sicer rojen v 80-ih, ampak odraščal v 90-ih. Če smem vprašati, kdaj si rojen? V olimpijskem 84. 84, se pravi v bistvu, se pravi si 6 let si mlajši od mene. Tako. Kako si mlad?
Zelo. Ja. Ampak Flirte smo poslušali mi, ne? In zdaj minilo že skoraj 30 let in Flirti so še zmeraj relevanten, popularen band, še zmeraj polnite dvorane, križanke. Ja. Zakaj se nas Flirti še zmeraj tičete? Če bi jaz poznal odgovor na to vprašanje, bi v življenju napisal več hitov za band. Pa večkrat bi bil mogoče omenjen, pa povabljen nekam. Tako pa v bistvu, da ne bo zdaj spet PR-ovc hud, ampak ta band je bil res večkrat na dnu, no? kot nekje v popularnosti. Jaz sem doživel, da popularnost pride in gre, verjemi, da ljudje pozabljajo imena, ostajajo pa pesmi. To je edino sveto pravilo. Jaz, ko sem recimo šel iz benda ven leta 2002 na vrhu popularnosti, takrat smo bili kot bend malo mlajši, pa je bila kakšna punca v nas zaljubljena, zdaj imamo publiko od 7 ali pa od 0 do 70, ne, mešano po spolih, takrat so bile pretežno punce. Danes smo srečni, ampak spomnim se, leta 2002 sem šel ven iz benda in tako ljudje ful hitro pozabijo. Nažalost, lepe stvari včasih skoraj prej. Govorim o medijskem prostoru, v resničnem življenju ne. Lepe stvari ostanejo, slabe se postavijo. Zato je z medijskim prostorom marsikaj kdaj narobe. Ne. Ampak tam 2005, se prav 3 leta sem šel ven iz benda, sem sedel v Tivoliju, bral knjigo v tišini, tako kot ponavadi. Se spomniš katero? Mislim, da sem bral Asimova, neko robotiko točno. Vem, da je od očeta eno knjigo. Zelo imam rad Asimova, ki je tako tehničen, pa hkrati tako pikar znotraj te tehnikalije. No? Vedno bolj aktualen spet, nažalost. In se spomnim, da sem sedel, bral to knjigo in je bilo tako levo od mene, se prav spomnim tiste zelene klopce v Tivoliju, je ena mularija igrala Rome in Julija na kitaro in niti slučajno nihče ne vedel, kdo zraven sedi, da sem to jaz, ki sem napisal pesem in jo pel. Takrat sem rekel, super, ne, sem rekel, ljudje pozabljajo obraze. Nisem bil žalosten, daleč od tega, ampak sem bil vesel, da je pesem živela. Se pa pesem, ki je očitno oni niso poslušali na koncerti, ki so bili čist premladi, da bi nas ujeli v živo. Ne. Ko si pisal ta komad Rome in Julija, to je zdaj ikoničen flirtovski komad, pa tudi ljudje, ki ne poznajo ostalih komadov, tega poznajo. Tudi moja mama se vedno heca, da ga poznajo. Ko si ga pisal, a si imel občutek, da nastaja za nekaj velikega, skoraj zgodovinskega? Ne, nikakor ne. Nasprotno. Lahko ti povem resnično zgodbo. 3. ploščo smo bili tik pred tem, da jo izdamo, ki je dejansko, doskrat nam ljudje rečejo, kje pa je tisti best of, ki ga ni več za dobiti, pa mi rečemo, mi nismo best ofa izdali. Kako univerzum, gor je dejansko Poljubi me, Injan, Peronu, ona, se pravi pesmi, ki še danes živijo, tudi Rome in Julija, ne. In se spomnim, da bi morala biti hit pesem Nisi za ples, pesem, ki jo ti ne poznaš, pa že sem jo skoraj pozabil, pesem, ki ni bila nič od nje. In smo se skregali s takratnim enim človekom, ki je prognoziral, da Rome in Julija bo pa hit. Namreč naslov pesmi Rome in Julija ni bilo Rome in Julija. To je bila zadnja pesem posneta za album, 13 ali 14, in jaz rekel, meni je bilo ful dobro, tako da je bilo na ploščah vedno vsaj 12 komadov, ne 11, pa ne 10, ampak 12 ali več. In tle smo imeli 11 pesmi, se kot 12 pesem, moram napisati, sem nekaj spacal na hitro. Ne? In to je Rome in Julija, ki je bil takrat naslov Oktober ni za Rome in Julija, je bil naslov pesmi. In to je bil 12 komad na plošči, ni šans, da je single. In potem mi slišimo to pesem na radiju, ker je takratna založba rekla, to pa hit, pa mi spremenili so nam naslov pesmi, pejte vrat, ne. To ne bo nikoli hit in čez 14 dni, ne, prišli smo k Mariju to na oddajo, čez 14 dni so vsi peli ta komad. Je bil takoj hit, instant. Danes se to ne dogaja. No. A je res, da ti v tem komadu pravzaprav sploh ni prijetno? Ne, to ne drži. Bil sem v fazah, ko mi nasplošno sem se utepal tega, da je ta band pop. In sem se rockerjem opravičeval, se mi smo, veste, rock, kar tudi smo, ne? Ampak lepota pop benda je to, da je marsikaj lahko, ne? Ampak ko rečeš pop, pomeni, da je popularen izvajalec, zdaj v nekem mainstreamu, ne? Ampak sem se zelo dolgo časa utepal to, da imamo mi neke ljubezenske pesmi. Meni bo narodno. Dejansko so se jaz pesmi, ko je ni dolgo časa nismo igrali, ker sem rekel, brez veze komad, pa ne, v bistvu mi je ful lepa pesem. Pa takrat mi je bilo narodno, ker so mogoče bolj alternativci kazali s prstom, to je pa neka komerciala, ne? Za bolnjakom sem se popravičeval, pa se nismo pop, mi nismo to krokeri, pa se ne drogiramo. Tako, popravičeval sem se zato, da sem jaz to, kar sem. Danes se ne opravičujem, če mi kdo pač ne mara. Mi je žal, ne, ampak pač tako je, ne. Može biti to samo všeč. Ta komad boj, da sploh ni v resnici navdihnila ljubezen, ampak ljubezen, ki je odšla. Zlomna ljubezen mojih staršev, ne. Moj oče pa mama sta se ločila in je nastala ta pesem. Da ne bi rad poslušalcem pa gledalcem uničil romantike te pesme, ker ta pesem je ljubezenska pesem, zato so poslušalci tako določili. Ne? Tudi pesem Ona mi je dala vse večere in srce naj spise, tega ne ve, je mega hit, vsi ga pojejo, ampak tiho je pred šolo stala v rdečem plašču, je čakala, je pesem posvečena eni punci, ki je na viški gimnaziji umrla v prometni nesreči. In zato je naj spise, tega ne ve. Ne? Bili smo pa vsi zaljubljeni v njo. No? Tako da ni vedno vse tako, kot zgleda, ne? Don't judge a book by its cover, ne? Ampak
ljudje imajo vedno prav. Če ljudje rečejo, da je to ljubezenska pesem, očitno vidijo nekaj več kot jaz. Se tudi, ko mene več ne bo Slavka Ivančiča, je v bistvu ljubezenska pesem od dveh, ki sta šla narazen, vsi smo jo podojeli, kot da se poslavljamo od nekoga, ki ga imamo radi, tudi dokončno. Tako da odgovorim na vprašanje. Rome in Julija ni bila ljubezenska pesem. Danes je, sem vesel, da so ljudje spremenili, se pravi, naracijo te pesmi in jo vrnili v ljubezen, ker vendarle je pa nastala zaradi ljubezni oziroma manjko lete. Oče in mama sta se ločila, mene je prizadelo, sem to prejudiciral celotno zadevo, potenciral so zadevo, ker sem pač tak, kot sem, da je vse na potenco in pač moja žena in pokojni oče sta vedno rekla, da sem pravličar. Te moramo redno razmišljati, ajkrat 2 ali moram deliti s polovico. Tako da, pač, to se zdaj dojemam, takrat sem vedno čudno očeta gledal, kaj hoče povedati s tem. Ampak pa sem dojel, ko sem bil na čem navdušen, je bilo to krat 2 vse, ne. Ko je bilo pa kaj bet, je bilo pa pač ne, na polovico, ker je pač treba biti optimist, ne. Jaz sem nakopal si pa zdaj eno tako... Ti še dokončam Rome in Julija. A veš, kaj je nastala ta pesem? Ne, poznam. Osnovni vers je nastal na WC-ju, se pa nedaleč od Oda Prcu. Pa ste vendarle tako drugačni, ne? Kjer se vse dobre ideje rodevajo. Prekletstvo teh skretov je, skretov se drugače ne moš reči, je to, da tako lepo odmevajo. In tam vsi pevci dobro zvenimo, tudi tisti, ki ne znamo peti. Pa tam si res sam, ne? Tam se res misli. Ni nujno, da si sam, ampak odmeva pa vsekakor. Sam si pa nakopal za eno prekletstvo s tem komadom, ne? Ja, tudi jaz sem, recimo, otrok ločenih staršev, ne? Tak sem veš, ko človek preživi eno tako grdo, gadno ločitev, ne? Je poskušaš nekam potlačiti, zakopati, ne? Tak, pod enih pol metra betona, ampak ti zdaj ta feeling podoživljaš, pogrevaš, nedogled. Jaz ne več. Jaz sem oprostil, da nista znala bolje in to sta počela zaradi njunih težav. Se nista, starši ne vedejo odvržejo to na otroka. Sej otroka nasrka, ne. Ampak res tega ne počneta iz hudobije, ne. Pač slučajno se nista imela rada, pač nista bila za skup. Se nista ne prva, ne zadnja, ne. Ampak v končni fazi sem imel pa jaz izjemnega očeta, krasno mamo imam, s katero se dolga leta nisem razumel, ker nisem jo pa razumel, ker je preveč podobna meni. Tako da zdaj mogoče sebe bolj razumem, zdaj ko njo bolj razumem. Ne. Tako da ne bi zamenjal staršev in tako, kot je bilo že pravno. Tudi tebi upam, da si tako dojel. No. Pač tukaj, ker si ta trenutek si v tej, tudi ta prekleti zajec roza tukaj je točno za tega, kar se je tebi zgodilo. Se pravi, iz največje bolečine pridejo najlepše stvari in v končni fazi da je noč najbolj temna, ne? Preden se zjasni, ne? A ni res? Res je. In po mojem nekje pri 40 plus prideš po mojem do te faze življenja, ko ugotoviš, da si pa pismo res ena sestavljanka svojih staršev. Ja. A ti to gre kaj na živce? Ne, ker po vsakmu puzlu, ko ga sestaviš, vedno en kos manjka. Nikoga ne dokončaš, vedno neki svali in mi smo isti. Samo da je razlika v tem, da pač slučajno se trpljamo po rami v neki fazi življenja, ker smo glasbeniki in mi nekaj ustvarjamo, kar bo večnega. Ne. Mi ne ustvarjamo večnega, večno ustvarja nas in gre pač samo se manifestira skozi nas. Meni gre na živce, ko različne pevce, s katerimi sem delal, ali pa avtori se trpljajo po ramah, razumem, da so pesmi nekaj zelo lepega, ne? Ampak tudi zelo lepega je, ko nekdo snema, ko nekdo se pogovarja, ko nekdo je novinar. Vsak, ko nekaj počne, kar je srečen, sam sebi sem dolgočasen, ko eno in isto ponavljam, in drugih sem je to tako pomembno, da bi ljudje se enkrat poenotili, pa bili srečni, pa bi počeli tisto, kar nas veseli. Toliko smo, veš, narobe naučeni, tudi šolski sistem, cel sistem nas je naredil invalide, je ni več kmečke logike, vse je treba nekaj obrazložiti. Delaj, kar te veseli, kar te srečuje. Tudi če ne boš uspešen. Uspeh bo že prišel. Uspeh je samo posledica. Se pravi, deli, farbaj zajce, prodaj jih na tržnici, preslej boš imel nek hit zajcev, stari moj, veš, mislim, hecam se, no. Ampak ne vem, če te veseli saditi tulipane, pa pravi, delaj to. Tudi kot če je to samo hobi. Mene muska še danes hobi. Jaz se res o tem ne razmišljam. Ja, se je posel. Smo zaslužili, imamo svojo ceno, zahtevamo neke tehnikalije, ampak še vedno je to rock and roll, mi se imamo fajn, mi delamo muziko, se ne rešujemo življenj, čeprav tudi jih hkrati, ne. Ampak mislim, življenje je toliko simpel stvar, mi si ga pa kompliciramo za čisto brez veze. Je rekel pevec, ki se potencira. Tako je. A poznaš primer, da je vaš komad komu rešil življenje? To bi bilo zelo prepotentno reči, ampak prepričan sem, mislim, iz zapisov, ki so nam jih ljudje pošiljali, recimo, mislim, kaj to zdaj pomeni rešiti življenje, kaj je dobesedno, da nekdo ni vzel v sebi življenja. Na ta način to ne morem, težko bi to rekel, no. Ker verjamem, da tudi če ne bilo naše pesmi, bi ta človek se zbral, pa bi imel okrog sebe, upam, da dovolj ljudi, ki bi mu pomagali, pa tistega ključnega človeka, tudi če je to sosed, ki ti reče, stari, rad te imam, ne. V redu je, tukaj si z razlogom, ne, mogoče še ne veš razloga, ampak zagotovo je tukaj razlog, ne. Pisali pa so nam ljudje, ful nam pomeni ta pesem, zadnjič eno dekle je napisalo,
bom slabše povedal, blazno poetično je napisala en dolg, skoraj esej, kjer je pravzaprav ugotovila, da s partnerjem nista si usvojena, sploh neka ločitev srčna. Ne? In da je vse ok, ker je skozi naše pesmi doumela, da tudi jaz, ki sem bil precej nesrečen človek v mojih, mlajših letih, preden sem jaz sorodno dušo spoznal, da če sem jaz istice hude žalosti, tudi ločitev staršev, pa nismo imeli denarja, pa tako naprej, tukaj, kjer sem res, upam, da se vidi, da sem srečen, pretežen del svojega časa, da če sem jaz tukaj, zakaj tudi ona ne bi bila, da ni nič narobe, če kdaj tudi kakšna solza. Sem oče je vedno lepo rekel, ne? Da tako kot niso vsi nasmehi dobri, niso vse solze slabe in to res veljano. Bi ustvarjal slabše, če bi bil manj pošvedran, manj pobrazgotinjen? Jaz imam eno zelo veliko brazgotino tukaj. Ne boš opazil, dokaj ne povem, ne vejo, ko pokažem, vsi vidijo. Ja. Sem skoraj umrl. Zelo sem se sramoval te brazgotine, ki je bila ogromna, jaz sem skoraj oko zgubil, sem skočil na glavo v vodo in sem preletel v skalo, sem skoraj umrl. Ne? In bilo to v bistvu vse do kosti in sem bil tle prišit, sem bil tak Scarface. Takrat mi je bilo blazno narodno, ko sem gobico nosil, sem gobico začel nositi zato, da bi skrival brazgotino. Ni to zato, da bi bil fantek lep na gobico. Ne veš, kako se... Daj nehaj. Ja, in čak sekundo, da malo vode spijem. Ne bom kar grav, sam pijem. In je šlo s tem, da ne vem, kaj sem ti hotel odgovoriti, skozi to brazgotino. In iz te brazgotine je prišlo tudi, da sem bil ful zakompleksen, ko sem jaz grd, pa noč, pač, neka brazgotina. Danes sem ponosen na to, da imam, ker lahko pripovedujem te po podcastu to zgodbo, ko sem skočil na glavo. Nisem me poprašal, zakaj sem skočil na glavo na beton. Preprosto, ker sem bil moški, ker mi je bilo všeč ena punca in sem šel in se hotel vtis na njo narediti, ker smo vedno skupaj skakali z ene skale, jaz sem hotel biti pa frajer, pa sem šel bolj na to stran. Sončni zahod je bil ful romantično in sem skočil na glavo in ampak hvala Bogu sem skočil na glavo. Na najtrši del. Ja. A je tebi kdaj kakšna skladba, pa karkoli, kar si počel življenju, rešilo življenje? Ali metaforično? Metaforično ja, ne pa zares. Če ne bi nobene pesmi napisal, bi še vedno živel. Bi pa bilo moje življenje precej drugačno, ker ne bi ustvarjal glasbe, bi ustvarjal nekaj drugega. Verjetno bi bil kuhar ali slikar ali ilustrator. To, kar pač se znam zelo malo stvari početi v resnici. Ljudje mene vedno treplajo po rami, pa kako ste vi talentirani. Ne, nisem. Jaz znam risati, glasbo delati, pa malo kuhati. Pa glih, znam preživeti, se pravi, znam hoditi po cesti, brez da me avto zbije, tako to ni nek hud talent. Ful malo stvari znam, v bistvu. Nisem talentiran strašno za jezike. Mislim, tako, ko sem bil mlad, sem bil najmanjši v razredu, če to komu pomaga. Bil sem tako v neki skupini, nekih losers club varianta, dobesedno. Mi smo najmanjši, nosil sem cokle. Nobeni nisem bil všeč, dokaj nisem prišel v band. Hvala Bogu za ta band, da sem bil vsaj kjer je všeč. Tako da pač življenje prenese, podnese marsikaj. Jaz sem tako frizurco, kot ti. Tako da čakate svetla prihodnost. Ja. Doskrat ga omenjaš, tudi v drugih intervjujih, pa očitno z razlogom. Svojega oče je očitno te res zelo spremlja, še zmeraj rad govoriš o njem, pogosto ga omenjaš. Ja. Na kak način te je to zaznamoval, ki ga nismo spoznali? Ne, tudi se ne bi želel verjetno tole, da govorim posod o njemu, po mojem sem ukovca iz onostranstva, po mojem je trpla, ker je človek bil, on je res vse vedel, bil je po mojem mnenju genialc, vedel je vse, jaz ne vem, da sem kako stvar kdaj načul, da on ne bi vedel nič o tem, prebral je vse, kar je možno na tem svetu, pa nič ni želel. On je prišel kot nek razsvetljeni mojster na ta svet in odšel in pustil za sabo ogromno enega znanja in nekih lepih stvari. Je pa tudi on se dotaknil dna v nekem trenutku svojega življenja, ravno zaradi manjka ljubezni in iz tega prišel popolnoma razsvetljen in izjemen človek. In pač jaz sem imel zadnjih 20 let življenja očeta, ki je bil moj najboljši prijatelj, kar je najboljši možen odnos s nekim staršem, ne. Bila pa to mama, ne. Mama je pa prav mama, ne, tista, ki ti žuga, pa se krega z njo, ampak ti hoče dobro, ne. On pa ti pač trudi naredi, ker se ti ne zna drugače upravičiti in pač je to najlepše, kar lahko naredi, ne. Enkrat si rekel, da je tvoja mama od Doli. Je. Pa spomni se. Ja, se to ravno. Kaj to pomeni? Odkot od Doli? Niš. Ona je živela v Nišu, rojena je bila v Skopju, dedek je v bistvu bil Srbija, bolgarska meja, tako da vse zmešano, babica malo hrvaških korenin, neki iz Bosne, neki Srbije, tako pač brez pedigreja popolnoma. Oče pa češke korenine, neki italijanski, živijo so po Sevnici. To pojasni priimek, ne? Ne pojasni ničesar. A je kaj južnjaškega o tebi? Je.
Mislim, da ta čut za sentiment se izraža tudi mečkano v glasbi. Čeprav nimam balkanskega melosa v muziki, smo vendar nek pop band, ampak mislim, da je malo tega temperamenta noter. Tudi ko se pogovarjam, se mi zdi, da sem tako. Mogoče včasih, ko sem hudomušen, je to ta neka hudomušnost južnaška, ampak v končni fazi se Štarci ste sorodniki Balkancev. Tako meni se vedno zdi, ko prijem v Maribor, kot da sem prišel v Niš. Sam da govorijo bolj slovensko kot v Srbiji. To je to. To bi bil odličen turistični slogan, drugi Niš. Ne želi si tega. V Nišu nič ne funkcionira, razen hrane. Tukaj smo. Ja, pa mislim, da ste vi v fuzbalu trenutno mnogo bolj uspešni. Pri menjavi trenerjev. Sem pri tem, blestimo, zlati časi. A je res, da imaš nekaj judovskih korenin? Ja, nikakor to ne drži. Google. To smo že popravili, ker je to nekdo napisal. Nekdo je naredil mojo Wikipedijo in to ne drži. Tako da te bom žal razočaral, sem proti vojni. Sem proti vojni. To me vpraša, to je Grega, ti si hotel imeti za neki intervju, ne? In neko joj, pa ti si judovski, jaz sem čisti ateist, mama dol, fotor nek roker. Tako da mi je pa zabavno, lahko pa nadaljujeva v tem. Znjota za roška šano, čestita. Ne, žal te moram razočarati, da sem pač tipičen, da sem Slovenija. Grem pa za Božič, pa naredimo potico. Tako da malo katolicizma je v meni. To je v redu. Ne verujemo v Boga, ampak na mogoče malo drugačen način. Verujemo v Boga. Ja, ker iz tvojih besedil pa se mi zdi, da kdaj začutimo, da jaz sem zelo veren, nisem preko institucije prilezel. Ja, v kaj verjameš pravzaprav? Ker nekdo, ki ima toliko pogleda v eno človeško dušo, nrav, čustva, ljubezen, v vse razsežnosti, temne in svetle ljubezni, mora gledati tudi navzgor, ne nazadnje, ne? Mislim, prvo vprašanje je, res moraš gledati navzgor. Mogoče moraš gledati navznoter z vidika budizma ali pa nekakoli. Pač jaz verjamem v Boga, zelo bi preveč časa porabila, če bi šla v to debato, kako. Zelo verjamem v Boga, ampak ne na tak način, kot so nas učili. Verjamem, da je vse Božje poslanstvo in da svetloba pač more. Gledaj, kako ogromno teme se dogaja v tem trenutku. Grozno, kar se dogaja, kam smo prišli, ampak dopustili smo mi navadni ljudje, morali bi ne dopustiti. In še vedno imamo možnost, kadarkoli se lahko odločimo, nas je več. In ena mehna vžigalica svetlobe je potrebna, da eno ogromno temno sobo napolni z malo svetlobe. A koliko teme ti rabiš, da eno veliko luč zamegliš, pa da je tema. Ne smemo tega pozabiti. In predvsem, veš, vse te metode, in vzhodnjaške, in zahodnjaške, sicer nažalost manj, je preveč kurative, premalo preventive, ampak v vseh civilizacijah so se ljudje pravzaprav povezovali na čisto enake načine. Posod so verjeli v dobro in je to bil začetek nečesa dobrega. Kaj pa dobro, pa mislim, da čisto vsi na kateremkoli kontinentu vemo, kaj je dobro. Ne? Se pravi, ubiti nekoga ni glih dober začetek dneva, ne? Lagati tudi ne. Se pravi, verjetno obstajajo različni prijemi, klofute, rituali, kjer ne bova šla v detajle, kar vendar ne definira dobrote, je to stvar neke civilizacije pa kulture, ampak to biti dober, pomagati človeku, parim ljudem, ki te imajo iskreno radi, ki jih je res malo, ne, dajmo si priznati, ostali so pa pač dobri kolegi, ne, prijateljstvo, sočutje, vse to, kar pravzaprav jaz vedno na koncertih ponavljam, da je zastonj in nič ne stane, je osnova človeštva, ne. Se pravi, vse ostalo je pa kapitalističen prijem, ki je tak ali drugačen, odvisno od konca sveta, ne. Jaz ne vem, ko priješ v Afriko, so tam otroci brez telefonov popolnoma srečni, tako kot smo bili tudi mi 20 let nazaj. Danes smo pa nam nudijo aplikacije, da nam bodo pri času omogočili, da ga bomo imeli več, pa ga bomo vedno manj. Tako da. A tema, kaj stiska tvojo ranljivo umetniško dušo zaradi? Ja, še imaš lahko željo, pravzaprav po ustvarjanju v svetu, ki eklatantno razpada, ne? Ja. Preveč vpliva včasih in sem preveč analiziral te stvari, preveč poskušal tudi skozi jezo pisati, bentil sem, ne, in sem ugotovil, da z jezo in skazanjem prstom nič ne bom dosegel. Lahko pa dosežem s tem, da imam neko odgovornost, da stopim pred nekaj ljudi v Sloveniji, pred manj, kot če bi to delal verjetno v Ameriki, ne, ali pa nekje na drugem koncu. Ampak vendarle, ko stopiš na oder, to ni samo zabava. Pač ljudem ponudiš nekaj lepega. V tem primeru je to pesem, neko sporočilnost, objem, karkoli že temu rečeš, vse isto. Ampak zdi se mi pomembno, da ljudem rečeš, ne vem, čuvajte naš jezik, lep je, malo nas je, imamo dvojino, objemte se,
umaknite telefone, roke imate prosti, objemajte se, tudi če nobenega ne poznate. Jaz, ko ljudem rečem, objemite se pa enemu komadu, je začuda to njim težje v tistem trenutku narediti, kot če bi nekomu rekel, naredi selfie v kopalkah, pa pošli to, da vas bo 3000 followerjev videl. Rečeš, to nekaj ni kul, ne? Rečeš, ljudem, objemite se, pa jim je narodno, pa ko se objavljajo, se pa zgodi svetloba. In jaz to res čutim. Ko se ljudje objavljajo, ko se 2-3 tisoč ljudi, ko se okrižajo, kako bi bili 3000 ljudi, ne morem opisati, kaj se zgodi, ampak jaz, ko gledam z odra dol, se nekaj zgodi. Sej smo mogoče lahko zgolj žarnice, pa elektrika, pa vibracija, karkoli že smo. Se pravi, izjemne stvari se dogajajo, ko ljudje ljubijo, ko se imajo radi, ko se postavijo na neko vibracijo, ki je čista. Tako, ko smo Indijanci. No? A ti je tvoj občutek peti in nastopati pred 3000 objektivi telefonov? 30 let nazaj noben ni snemal, ne? Ni, to je čudno. To je čudno in tudi niso v trenutku. Ne? Mene sicer načeloma ne moti, ker jih probam prepričati, da se te objektivi skrijejo. In ponavadi se. In potem je manj storijev na Instagramu in rečemo, škoda za marketing, super za čustva. In zmagamo s tem. Ne? Vedno manj opažam, da je na koncertih storijev, ampak jih je dovolj. Jaz vedno rečem, naredite tisto eno sliko, da boste lahko rekli, da ste bili tukaj. Ne, če že mora biti tako, ne, potem pa dajte telefon v žep, uživite, objemite se, ploskite, karkoli že. Ne, top. Se še poljubljajo na koncertih? Kako? Še? Zelo se poljubljajo. Tudi tisti, ki rečemo, sta lep par, ja, se ne poznava. Aha, v redu, super. Glizanic sem na robe, po parčku en par, tako sem meni rekel, joj, kako lepo dekle, ne, pa na, ful dober. Pa zraven še fanti, kako lep par, veste pa, dajte si ljubčka, ne. Pa na da, tako, jaz sem z njim, pa en drug jaz, ko pravičujem, se je skreno. Ampak sentiment je bil dober, ne. Ja, res, ja. Sentiment je bil dober. Napisal si, mislim, da zdaj že 400 je po mojem star podatek, ne. Ja. Skladb za... Na Wikipediji, ker piše tudi, da sem judovskega porekla, to piše. Prav tam. Ja, prav tam. Pesmi je preko 700, ampak ni to, res jih bo precej tam ostalo, ker res malo delam za druge in si ne čutim več tega na tak način, kot sem. No. Ampak ne znam si predstavljati, kako se lahko 700 krat in 700 plus krat miselno, čustveno prekopiraš na nekoga drugega. Kako se lahko živiš v izvajalca, ki nisi ti, ki ti je morda celo ni všeč glasbeno, ki ti je tuji glasbeno, recimo. Ne? Odkot to kameleonstvo? Samo 3 segmenti so. Prvi, nisi mi všeč, plačaj mi dovolj. Drugi segment, simpatičen si mi in me pač, ne vem, ko bi rekel temu, inspirira tvoj karakter, kljub temu, da si iz drugega žanra. In tretji princip, oboje hkrati, in prvo in drugo. To je najboljše, ne? Ampak ponavadi smo ločevali te stvari, da je bilo ali drugo ali prvo, ne? V večini primerov sem pa vendar na dolgi rok delal z ljudmi, ki so mi bili simpatični. Kot trenutno pa zelo malo delam za druge, tako da sem s tem vse odgovoril. Nažalost je preveč obrtniško, se vse počne. Jaz sem marsikero neumno stvar napisal, ne? Pa se mi zdi, da smo v tej fazi eni, ko je zabavni muziki res poplava enih neumnosti. No? Se pa tudi izjemne stvari vmes dogajajo. Ne? Recimo, ravno v narodno-zabavni glasbi so čudoviti biseri vmes, ko so res krasne pesmi. Ampak včasih v poplavi neumnosti malo zgine, ampak se prej priplavajo lepe stvari na površje. Školiko enih pesmi narodno-zabavnih se je na novo rodilo v času poplave nekih novih nekih bombardiranih nekih komadov. Ne? A si bil kdaj kot avtor v skušnjavi ChatGPT-ja? Ne, nikoli. Jaz ga še v življenju nisem uporabil. Ni v bistvu me niti ful me fascinira. Fascinira me, ko mi Mark pošle ježa narejenega, ki se premika. To mi je tako ful dober. Ampak sam pa nimam te tendence, da bi to naredil, mi je pa ful zanimiv, ko mi to pošle. V bistvu me nategne računalnik, koliko je to cute, pa koliko je to osebno. Pa zdaj, koliko je, koliko ni. Je, ker sem jaz narisal tisto osnovno stvar. Tako da, to je taka filozofska debata, no, pravzaprav. Jaz sem že tako pred leti idejo, da je pa zdaj en tekst napisal za en komad, nisem še ga. Z lakoto ga napišeš. A veš, kaj me zanima? Če smo že sediva ob vodi, ne? Ja, krasno, hvala. A je to dober biznis? Je. Jaz dobro živim. Tako da ne rabiš trpeti pa biti sankarjanski zato, da bi trpel in ne imel za kruh, zato, da bi kaj napisal. Tudi ta pristop obstaja. Jaz sem živ dokaz, ko nisem imel, pa sem pisal tudi v tej fazi, ampak je ful lepše pisati to, da imaš, ne vem, toplo stanovanje, pa pri tem pišeš pesem za drugega. Nekako preferiram ta del. Kateri komad je največ, ne bova zdaj v številkah, seveda ne. Lahko ti to številka govorim. Mislim, da ne bo prijetno za ljudi. Mislim, tako je, ta posel je zelo krut po eni strani. Ne? Delamo s čustvi, potem pa prodajamo lažna čustva na trenutke. Ne govorimo o bendih, ki so uspešni pa delajo na dolgi rok, ampak na kratek rok se da blefirati, ne? Na dolgi rok ne. Oziroma,
Se da, ampak zelo težko. Poznam par, ki so že dobro naseni, pa blefirajo, ampak ne bo v imenih, ne, seveda. Lahko po njihovih bančnih računih, ki so polni od blefa. Ampak pač ko je, vse ljudje preberejo. A se ti ne zdi, da preberejo ljudje na dolgi rok? Ne vem, če. Ne? Zato, ker so vajeni gledati na svet skozi filtre, vedno bolj. Samo vseeno, ko pogledaš nekega Bruce Springsteena, ki ni zglancan, ki je nefiltriran. Ja. Mislim, je filtriran, no. Se še vedno je velik izvajalec. Ne bi bil požegnan z vrha, če bi bil on popolnoma clean. Zikar ima tudi kako maslo na glavi. A misliš, da ne? Vse človek, ne? Ja, tako. Putica brez masla. Ne vem, kaj mislim, da ko ljudi po mojem navadiš na blef, ne vem, če zaznajo realnost, ne? Še sploh. Fulupam, da nimaš prav. Vem, kam greš. Pa se bojim, da je to res, ampak jaz ful probam živeti v drugim filtru, veš, v drugimi rožnatimi očali, da pa nič, da ljudje vsem preberejo blef na dolgi rok. No. Če še vedno nimava tvojega najbolj profitabilnega komada, ja, to je zdaj totalno zanimivo. Najbolj profitabilnega. Zdaj moram gledati vsem skozi obdobje mojega ustvarjanja 28 let, ne? Ker so bile pesmi, ki so bili hudi rukeri, ne? Ok, imaš zdaj pesmi, ki so instant, ki se zgodijo, ne vem, čez noč, pa so kvazi neki hiti, pa imajo ful ogledov, pa v resnici je to mal fake napol, ne? Zdaj bo tako, 3 minutes later. To je dramatično. Ne razmišljam, kjer komat je dejansko največ denarja mi prinesel. Po moje, Roman Julija ne, ker se ni toliko vrtel. Po moje, kaj so z Rejem delala, ne vem. Mater, če bi to videl, to bi se pa prepravil, pa pogledal v PDF, pa pogledal, kjer mi je denarja. To mene zanima dejansko. Po mojem redu. Ne, ti povem, kdo mi je največ denarja prinesel. Vili Resnik. Vili Resnik? Vili Resnik. Mislim, da ja, zdaj me bo držal za ceno. Vili nam ti spustil cene. Ja, po moje. Veš kaj, ker nisem nikoli analiziral. Kjer komat za Vilija napisal? Vse od leta 2017 dane. Moja generacija, moja dolina, ti si me čakala, a zdaj je imel zadnji komad. Stara lipa, duet, vse komade od 2017, vse nekaj so sploh vse. Zdaj je imel zadnje Zate zvezda gori, glasbo in tekst, ne? Glej ti hudiča Resnika, ne? Vidiš jih za hrbta. Ne, pa se on je super stavljen. On je vesel, on ima na novo življenje, ful je uspešen, smo ful prvoščen, ker je Vili en krasen človek. Smo ga imeli tudi. Ja, on je na prvo žogo, tako, se mogoče tudi jaz tako delujem. Ampak v osnovi je pa zadržan, ko si ti pri njemu doma in to je miren človek, ki ima rad svojo tišino, pa majhen krog ljudi, ki jih ima rad, pa njega. Ne. Ki je tudi šel skozi svoja brezna in gore, ne? Po eni strani, vse smo zdali vsi. Kje pa je človek, mislim, kdo je pa brez greha, ne vrže kamen, ne, ampak tako. Vili je cool. Zelo cool. Pa predvsem, kar mu daš telefonski minik za 5, pa ga dor poje. Kako sem imel spevca v studiu, pa dejansko ti dobiš, jaz sem imel skudih komadov in sem jaz, ne vem, s Krešotom, z Blažom, s kjerkoli producentom delamo in se čist, ko je dol komad, pa loop, pa jaz ene kitare postavim, pol beke postavim. Čist pozabiš, da pride pol v studio, pol pride v studio, pride v studio, shit. In pol pride v studio in odpoje in ti, moj god, pač na hit, ne. Ja, tako kot pevci rabijo avtorje, da dobijo hit, mi rabimo dobre pevce, da kot avtori imamo hit, boj stransko je, ne. Imaš pa Vilija, ki je meni, včeraj sem mu napisal 2 nova komada, ker vem, da bosta delala. Ker vem, da sem jaz dober komad napisal, zato ker vem, da ga bo on dobro pel. To je najboljša kombinacija, ne. Obstaja kak komad, ki te je pa najbolj razočaral, ko si pričakoval, da bo... Absolutno, teh je kar nekaj. Teh je pravzaprav več kot pol. Ampak jih seveda ne bom povedal, kateri. Jih je preveč. Ne pol, ne, to lažem. Ampak tretjina pesmi me pa je razočarala. Ali sem se preveč navezal na njih, pa sem pričakoval, da bo nekaj, pa sem gotovil, da v tem svetu nimam kaj pričakovati, ker je škoda, ker nikoli ne veš, ker je vse odvisno od nekega X-faktorja, od slučajno od trenutka, ko v napačnem trenutku pride pesem ven. Ne vem, to je tako, da bi rekel, da je super summer song, pa bi si ga dal na Božič ven, seveda si falil. Karikiram, ne. Se pravi, ne vem, razočarali so me ljudje, presenetili so me pa tudi pozitivno ljudje, ki od njih tega nisem pričakoval. Ravno Vili je en od teh. Pri njemu sva zelo poslovno začela sodelovati in lahko rečem, ne morem reči, da sva najboljša prijatelja, ampak sva res dobra kolega. Kar je pa veliko v tem poslu. Kako se ti pa zdi trenutno slovenska glasbena scena nasploh? Meni se zdi, da... Nasploh ni nič vse v redu. Nasploh, ko rečeš karkoli v življenju, je drek. Ko greš pa specifično v neko stvar, pa lahko rečem, da bo čisto ok in da bo dobra muzika preživela. Slavko Ivančič pri svojih letih še vedno nastopa in ljudje ga imajo še vedno radi. Mislim, da je to čisto vse pove. Se pa pesmi živijo, če so dovolj dobre in če si izvajalec, srčno to zasluži na dolgi rok. Če si ne, pa pač gre pa prodajati kruh ali pa gre delati v Mercator ali pa nekaj, kar ga pač veseli. Saj ni konc sveta, veš, pevci se veliko trkajo po prsih,
pač, če pa mi ne bomo zdaj več peli, to je pa ne, ni konec sveta, stari moj, nisi center sveta, pač nisi ne prvi, ne zadnji, ko nečem nisi uspel in s tem ni nič narobe. Kako pa se kaj prijema album Blizu? No? Album Blizu se zelo, album ne vem, če se prijema, ampak nekako ljudje streamajo, kako se te tehnike reče, novi, jaz smo še vedno na teh gramofonih. Flirt album. Ja, Blizu 8. studijski album, ampak se je pa prijela zelo hitro pesem Blizu in upam, da bo tudi ostala. Zaenkrat funkcionira, upamo, da bo tudi čez 10 let ljudje peli. Jaz sem zelo vesel, če bodo. Imam enega tlele v studiu, ki bi tudi se strinjal z njim, da je malo bil tako boring ta komad, ampak zdaj ga je on naredil, ko ga je skrižen posnel, dejansko ni več boring, ampak tak ful lep valček. Tako, je pa iskren, to pa ne možeš. Požujem tvoje samo kritičnost. Ne, zakaj? Ja, ne sem vadil leta in leta, veš. Zdi se svoj album. Ne, nisem zdi se, Blizu album je top, ampak komad Blizu kot tak, so se glih pogovarjali v Nišu, ko smo snemali, rekel tako, to je tako pač full lep love song, ampak tako nič se kaj ne zgodi. A veš, valčki so dosti tako malo. Pač tako so, ampak pa mi je rekla ena kolegica Vesna, je rekla, ampak Slovenci imamo full radi valčke. In tega nam pozabil, da Slovenci imajo res radi valčke. Ne, vidiš, Slovenci imajo radi valčke. In mi imamo prvi hit valček od nas, 3/4 ritem, se pa to je 1, 2, 3, ta. Večina komadov rockerski je pa tuf, paf, ali pa ta, pač mali valčkov, no. Ta pa je in se je paril, evo, takoj na začetku se je paril. Nižni postajate še bolj, ne? Mislim, ne, veš kaj, moj glas postaja hripav, muzika pa nežna, recimo, ali pa tudi ne, no. Kje ste našel zgodbe za Blizu? Tako po 31 letih že moš malo popraskati. Kaj govoriš o albumu? O albumu. Popraskati. Ja, že. Najprej hrasta, pa gnoj. Ta grda. Ne praskam, meni je lažje zdaj pisati. Govorim za sebe, ko pišem jaz o svojih težavah, lepih stvarih, karkoli. No. In ta album je srečen. Ta album mislim, da ima en tekst, ki je nekaj na pol. Za naju je edina pesem, ki je tako, daj upanje, pa ne veš, a boste na koncu stala ona dva skupaj v spotu ali nista, in tudi pesem govori točno o tem. Kot da bi režiser začutil, kaj sem hotel v skladbi povedati, nekako je tudi pokazal to v spotu. In pač, mislim, ni neke hude filozofije. Pač pišeš, kar se ti zgodi. Čas je lepo, čas ni dober. Čakaj, si rekel, da je ta album srečen, sem te pa razumel? A si namerno preslišal ali to dejansko? Ne, dejansko je album srečen, ja. Wow. Ja, glej, Blizu. Dobro, da si tukaj. Kometa, sva kometa, ki sta zažarela med utrinke druge plete. Ko leživa eno sva. Kako si kaj, nesrečen tekst, ampak je happy muska. To je edini tako. Vino narešam ali pomaga, ok, ta je nesrečen. Ker dejansko ne pomaga. Ostalo happy songi. To je srečen album. Prvi srečen album v moji karieri. Čas je, da naredim spet žalostnega, očitno. A ni malo nevarno, kronično nesrečnim ljudem, kar bojo, da vsi skupaj trenutno smo prodajati srečne komade? Ne, jaz nisem kronično nesrečen, jaz sem srečen. Jaz ne prodajam komadov, jaz jih samo pišem. Kako se pa pesmi prodajo, je pa že druga zgodba. Zato pa niti nisem jaz tako zadolžen. Kaj je vir tvoje sreče, mimo grede? Povej nam ta recept. Ljubezen mojega življenja, ki je pa v avtu in trenutno ni tako srečna, ker me mora čakati. tako da mogoče danes nastane kakšna pesem, ki ni tako srečna. Jo. Čakala je v avtu. Ja, mogoče to pa za resnika napišem take pesmi, pa on zapoje take skladbe. Je težko biti z umetnikom? Vem, da bi to zdaj ni vprašanje, sicer bolj za njo kot zate, ne, ampak kot objektivni opazovalec. Jaz kot objektivni opazovalec svojega hitro se starajočega se telesa in pač bi lahko rekel, da ne sem mohecel. Jaz mislim, da z umetnikom odvisno je realiziran umetnik. Če si ti človek, ki si sprejel umetnost kot del življenja, da je to samo segment, je to ok. Jaz nisem umetnik v stanovanju, ko mi dva kuhava pa ustvarjava božično večerjo. Ker sem samo do neke mere umetnik, ker sem kreativc ali pa tako, ampak če bi pa jaz bil boem, pa bi, ne vem, skozi prostor in čas se premikal non-stop z nekimi floskolami znotraj alegorik pa metafor, ne, bi to bilo prekleto hudo, ne. Na koncu so vendarle to samo besede, ne, dejanja so pa tiste, ki štejejo. Jaz še vedno, ko grem kupiti na tržnico solato ali pa skret papir v štacuno, ga kupujem v trgovini, mimo grede. Je pač ni tako samoumevno, no? Tako. Zdaj z leti, ko sem bolj uspešen, tudi 5-slojnega, včasih pa počum ga ta roza, ne. Ima se, može se. Ja, tako, nema se, glumi se. Skratka, je tako, da pač jaz drsim skozi življenje z nekim ful si želim imeti tak res poprečen life, skoraj malo dolgočasen, ko rečem. Se pravi, jaz rad potujem, rad dobro jem, rad imam okoli sebe dobre ljudi, teh ne rabim imeti veliko, ampak tistih par, ki jih je pa super, da so in sem res iskreno hvaležen. Ob tej priliki sem pa hvaležen tudi publiki, ki so pa nekdo, ki jih pravzaprav ne poznam,
Pa vendarle se zgodi ta kemija na koncertih, da čutiš to ljubezen, da te imajo radi ti pa njih. Čeprav jaz sem pravzaprav zelo asocialen v osnovi, imam rad mir pa tišino. Puščavnik, ki sem. Ja, nam pa namrščen. Namrščen puščavnik. Ključno besedo si omenil, to je koncert. Ja. Križanke ste oddelali, odlično. Ja, hvala. Pogled pa počasi že uperjamo proti leto 2026, proti marcu. Ja. In prihaja to Maribor. In to je zdaj pa naš teren. Zdaj, prosim, povej vse, kaj nas čaka, tudi datum mi povej. Na prvi pomladni dan, to si boste zapomnili, ni september, to je marec, 21. A veš, ko imamo vse mesece, 21. marec pomlad, 21. juni poletje, 23. september jesen. Tla so nas še izjebali. Zakaj? Zato, ker lahko, zakaj pa pač ker je. Ja, tako. 21. marca 2026 prihajamo v Maribor, v dvorano Tabor. In jaz, moja velika želja, to sem danes že 3-krat manifestiral, bom še 4., da bi tam bil praznik slovenske muzike, ne samo, da bi ljudje hodili iz Maribora, pa iz Štajerske, kar itak bodo, ampak da bi prišli ljudje iz Koroške, iz Prekmurja, iz Kopra, iz Ljubljane, iz Dolenjske, Gorenjske. In zaenkrat se to kar dogaja, da ljudje pravijo, prišli bomo v Maribor. Ne bodo prišli samo Štajerci v Ljubljano, v Križanke, pa Primorci, ampak tudi obratno, in se točno to dogaja. In mi smo ravno v Ljubljani rekli v Križankah, naslednjič pridete pa v Maribor, izmenjamo ljubezen, in dejansko se to dogaja, ker je šlo tretjino kar že. Wow. Ja. Tudi jaz sem isto rekel, wow. Dejansko se še rekel, kar, ja. odlično. Dejansko. Planirate kakšne goste, presenečenja? Vedno planiramo goste, vedno presenečenja, ampak nikoli se ne obešamo na goste. Gosti so pač češnja na torti in tudi neko lepo presenečenje, ki ga dobijo ljudje, zato ker so pač zvesti, ker kupijo karto, ker si vzamejo čas, naklonijo čas nam in hkrati polepšajo sebi večer in tudi mogoče življenje zaradi enega trenutka, ki traja mogoče 2-3 ure. Ne? In ne bo zgolj nostalgija, ker ste še živi in še migate. Ne, dejansko mi smo nostalgičen bend, ki pa vendarle funkcioniramo tudi skozi novo muziko, ki pa bo nekoč nostalgija. Ne? Šla sva že skoraj skozi vse tvoje sloje in plasti, tudi papirja. Čebulni pogovor. Ja, čebulni pogovor. Zelo lep stavek, pa mislim, da si ga, vem, da si ga pravzaprav ti napisal, za Heleno Blagne. Kar bo pa življenje vedno prav izbere. Me zanima, a si zdaj že pri, koliko se 46? 48 bom 48. Ja. Še zmeraj tako nedolžno, naivno zaupaš življenju? Mislim, če gledam skozi neko altruistično dušo, ne, absolutno. Če bi šel pa zdaj manifestacijo nekega racija, ne, potem je pa to življenje z nekega vidika precej klavrno, ker se dogajajo vojne, pa manj sposobni teptajo bolj sposobne, ker so pač oni bolj dobri, ali kako pa manj teroristično nastrojeni, ali kakorkoli. Pa ne govorim zdaj to samo o splošno vojnah, ampak nesplošno, zakaj nekdo, ki je mogoče v resnici manj viteški, v nekih starih pravilih bi bil tako, enkaj močen, v času vitezov je bil močan, Gilan, tuf je bil pač vitez, je zmagal, ne. Unkaj je bil bolj kilav, je pač dobil odsekano glavo. Nas ni tako, ne. Nas unta kilav teži nekomu, ki je vitez, ne, in tako naprej. Z tega vidika je pač mogoče malo žalost, ampak se ni tako čist. Razumem tvoj pogled, zelo razumem, ker sem jaz mogoče 10 let nazaj tako razmišljal, ampak moraš verjeti v neko svetlobo. Ker drugače smo že izgubili zdaj in dejansko potem tvoja teza drži. Jaz pa to ne verjamem. Imam tudi jaz težke dneve, ko podvomam in v tistem dobim zaušnico, ki je ime Vita, in reče, nekaj ga sredi, življenje je lepo. Ti si od tistih, ne vem, koliko milijonov spermijev prišel ven, lahko ne bi. Mislim, da je že to čisto dovolj. A ni? Ja, zmagovalec. Pa še Vita je imela več življenja. Ne? Ja, veš, na kolikih jogurtih je pa sokovih, jaz posebej vidim njeno ime. Multivitamin, Vita. Tudi dobro vpliva na prebavo včasih. Ravno zadnjič je imela sama sebe cuzala z unimi vitamini tam v neki kisikovi komori. Je prav bizarno. Ja. Prispela sva do zadnjega ključnega vprašanja slačilnice, ki ga postavimo vsakemu gostu, pa še kar ne vemo zakaj, pa na mene mu ni všeč. Okay. Koga si nikoli in nikdar ne bi želel srečati v slačilnici? Tukaj pri tebi. Slačilnici se pa dejansko. Ti si umetnik, razlagaj si po svoje. Po moje, da Jessica Rabbit. Jessica Rabbit je bila moja prva taka mokre sanje. Ful mi je bila erotična. A veste sploh, kje je Jessica Rabbit? Seveda, vesi. Ta ozek pas. Mene je bila ona tako res seksi in mi je naroden, da pravzaprav je tako bila prva taka mal platonska zaljubljenost Jessica Rabbit. Chandler pri Francih je rekel, da zato, verjetno, ker se je ful vedno želel, kako bi je lahko izbulil oči, veš, v resanki. Jaz se nje ne bi upal srečati, ker ne vem, kako bi odreagiral. Ker nisem risani junak, ampak sem tukaj in zdaj. Iz mesa in krvi. Ja, če ti podgovorim bolj resno,
nobenega, ki pač je slab človek. No, mislim, tako, ful je teh nergačev, pa Srbi jim rečejo namčori, pač teh ljudi jih ne maram preveč. Se tudi občasno družim z njimi, pa tudi sem delal posel, ampak v bistvu se jih ne želim jih pretirano srečevati. No. Jih je pa čisto dovolj. Dobrih pa tudi ne, tako da raje dobre srečujem. To je tako, lep zaključek. Ja. Rok, najlepša hvala za ta res lep pogovor. Na koncu daš kaj roke, ali kako, ali se samo zajčko. Objemala se bova, potem Roka mi pa lodaš. Čudovito. Ja. Hvala za lepo. Kaj ne rečem, sledi svetlobi še naprej, ne? Jaz sem že toliko star, da malo to drugače pomeni. Sam ne hodi v luči, ne hodi v luči. Če ne, prej se vidimo na prvi pomladni dan v dvorani Tabor, ne? Pridite, veseli vas bomo in pač tak praznik ljubezni bo v Mariboru. Res nagovarjam, ne samo Mariborčane pa Štarce, ki vem, da bodo prišli, ampak res dejansko pridite, ne vem, imate iz Avstrije, ne pridejo Slovenci z omejci, to bilo dobro. Z Kohoške. Ja, tako pridemo v Maribor. Pridemo. Rok, najlepša hvala, oziroma v skladu, če sledim Wikipediji, šalom. Super, bil si. Ne, ampak veš kaj, šalom izveni tako malo, pač ker imamo mama dol. Ne, ampak dejansko, veš, Tulumba. Jaz sem dejansko tako, z Grega, to so zdaj šmela, dejansko sem tako iz mešanega zakona, sem tako, veš, prek Murska Tufahlija, Blejska Tulumba. Langa. Nekaj vmes. Šalom, no. Češki Langa, ja. Šalom. Lepa. Ja. Bratje kristjani. Zabluzla sva. Dragi naši, hvala, ker imate toliko časa v življenju, da sledite slačilnici, se veste, ne? Glede na to, da 6 sekund je koncentracija, do tega ne bodo prišli tisti, ki pa ste, vseh 7 lepo pozdravljam. Skratka, Spotify, Apple Podcast, večer bi kom YouTube, kjerkoli. Dobro, nisi začel s tem, kaj ne da bo zavozla. Skratka, se veste, ne? Kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici, pa.